Spletne prevare se ves čas spreminjajo, njihova žrtev pa je lahko prav vsakdo. S hitrim tehnološkim razvojem in digitalizacijo se pojavljajo tudi nove oblike kibernetskih groženj. V zadnjem času beležimo veliko rast investicijskih prevar. Policija jih je v letu 2023 doslej obravnavala že več kot 190 in skupna škoda pa je znašala okoli 5,1 milijona evrov. Čeprav obstaja veliko različnih načinov, s katerim vas spletni goljufi skušajo prepričati v dobičkonosne naložbe, se je v zadnjem času razmahnilo prav klicanje po telefonu. Spletni goljufi naključno izberejo vašo telefonsko številko ter se nato v polomljeni slovenščini z vzhodnjaškim naglasom predstavijo kot uslužbenci menjalnic kriptovalut ali finančni svetovalci. Več o investicijskih prevarah in načinih, na katere goljufi pridejo do naših podatkov in jih izkoristijo, pa nam bo povedal Aleš Ritonja, član delovne skupine za preprečevanje prevar pri plačilih pri Združenju bank Slovenije. Aleš, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšne vrste prevare so investicijske oziroma kriptoprevare? Med investicijske prevare sodijo vse vrste prevar, kjer goljufi poskušajo žrtve prepričati, da vložijo v neka sredstva. Lahko so to delnice, opcije, žlahtne kovine, nepremičnine. V zadnjem času so pa res v porastu predvsem te kriptoprevare zaradi, vedno večje popularnosti kriptovalut. Posledično goljufi poskušajo žrtve prepričati predvsem z kripto investicijami. To poteka tako, da rečemo žrtve ponavadi pokličejo. Tukaj ponavadi vsem skupno to, da so rečemo polomljena slovenščina ali pa polomljena angleščini govorijo. Lahko se tudi zgodi, da stranke same vidijo oglas na internetu, teh oglasov je zelo veliko. Tudi na družbenih omrežjih? Tudi na družbenih omrežjih in tudi na čisto legitimnih spletnih straneh, kjer se potem ti oglasi pojavljajo. Vse te oglase na internetu nihče ne preverja. Klicatelj pa potem strankam, žrtvam v večini primerov obljubi zelo visoke donose s praktično nič tveganja, kar pa je seveda popolnoma nerealno. V bistvu in kako jih je mogoče prepoznati, mogoče ste že odgovorili, so res ta veliko dobički. Kako mogoče prepoznati te investicijske prevare? Ja, pri teh investicijskih je predvsem to je skupna točka, da goljufi obljubljajo zelo visoke nerealne donose, tveganja ne predstavijo oziroma trdijo, da ni nikakšnega tveganja, kljub temu, da je vsem jasno, da pri investicijah vedno obstaja tveganje. Ti donosi so zelo visoki, praktično zagotavljajo donose, hkrati tudi velikokrat izvajajo pritisk, da je treba morda hitro narediti nakazilo, da je to omejena ponudba, časovno omejena ponudba. To bi rekel, da so nekateri takšni znaki, s katerimi so lahko potrošniki zaščitili oziroma sami prepoznali, da pa je nekaj narobe in bi jim lahko nekaj rdeča luč nekaj se prižgala. Prižge alarm, da je to nekaj narobe. Cilj goljufov je seveda, da se dokupljajo do vlagateljevega denarja. Kako jim to uspe, na kakšen način pridejo? Ja, to obstaja potem veliko načinov, kako pridejo do teh podatkov in o strankah in potem do tega denarja. Stranke lahko, kot sem že prej omenil, lahko vidijo oglas na spletnih straneh, se pravi, same stranke kliknejo na nek oglas, ti oglasi so velikokrat podprti s kakšnimi znanimi osebami, za katere v splošni javnosti velja, da imajo veliko premoženja. Se pravi, lahko z oglasom in potem, ko se klikne na oglas, je treba določene začetne podatke vnesti in potem, ko stranke te podatke vnesejo, jih potem goljufi kontaktirajo. Lahko se tudi zgodi, da dobijo enostavno klic, naključno kličejo goljufi številke. Te številke so lahko tudi se prikazujejo kot slovenske številke, čeprav niso klici iz Slovenije, se pravi, so lahko te številke spufane, se lažno predstavljajo številke. Potem lahko dobivajo tudi e-maile, lažne e-maile, phishing e-maile, s katerimi želijo pridobiti podatke od strank oziroma jih prepričati v neko investicijo. Lahko pa potem tudi preko SMS-a pošiljajo ali pa preko bilo katerih
bom rekel, teh kanalov, Viber, WhatsApp, bilo pri teh komunikacijskih kanalov, lahko poskušajo priti do podatkov. In na kakšen način potem ti vložiš ta denar oziroma kupiš to kriptovaluto, kako potem to poteka? Ja, v večini primerov se začne to z začetno investicijo, teh 250 € se v veliko primerih začne. To je kot neka začetna investicija in veliko ljudi potem s tem uspejo prepričati, predvsem zato, ker si pa vsak tako psihološko misli, za teh 250 € pa sem pripravljen izgubiti, tudi če ne bom ničesar dobil, ampak kaj se zgodi s to začetno investicijo, vi nekaj vložite, potem pa vas oni začnejo konstantno klicati in izvajati pritisk, oziroma pošiljati SMS-e ali maile in izvajajo pritisk, da dodatno vlagate. Prav tako je pri teh investicijskih prevarah značilno, da goljufi prikazujejo portfelj, kako se giba vrednost valut, se pravi žrtvam oziroma posameznikom prikazujejo donose in ti donosi so prikazani, da so zelo visoki. Donosi so tudi lahko nimajo jasne korelacije s samim vrednostjo valute, ker lahko prikazujejo, da so pa, ne vem, šortali ali pa kupovali valute, oni ustvarjajo nek dobiček za stranko, ki ga prikazujejo in potem stranki se res na ekranu telefonskem ali na računalniku prikazujejo neki bajni dobički in oni potem res verjamejo, da je to na njihovem trgovalnem računu, ampak zalomi se pa potem v trenutku, ko pa želijo to dvigniti, ko pa želijo ta sredstva dvigniti iz teh kriptobors, lažnih kriptobors, pa seveda tega denarja ni. Se pravi, v resnici je ta denar porabljen za čisto druge stvari, samo goljufi si ga dajo v žep, ni pa investiran ta denar. Se pravi, ob dvigu se potem stranke velikokrat zavedo, da pa tega denarja ni in potem se šele zavejo, kaj se jim je zgodilo. Kaj se je pravzaprav zgodilo. Omenili ste, da so bile te investicijske prevare v preteklosti bolj preko spletnih oglasov. Kaj pa danes? Kako potekajo danes? Ja, v zadnjem času je šlo popularno pri teh investicijskih prevarah, da goljufi stranke pokličejo po telefonu in trdijo, da imajo neka sredstva na trgovalnem računu. Nekatere žrtve imajo res sredstva, so v preteklosti kaj vlagale v kriptovalute, nekatere pa tudi ne. In potem tukaj goljufi stranke prepričajo, da dajo oddaljen dostop do svojega računalnika. Se pravi, stranka da oddaljen dostop do svoje naprave, lahko do svojega računalnika ali do telefona. Ponavadi to storijo s pomočjo aplikacije AnyDesk ali TeamViewer. Goljufi trdijo, da je oddaljen dostop potreben zato, ker želijo žrtvi pomagati pri prenosu sredstev, ker so velikokrat te žrtve tudi zelo nevešče, uporabe spletne banke in upravljanje s kriptoborzami. In zaradi tega potem goljufi zahtevajo oddaljen dostop in potem, ko stranka da oddaljen dostop, je zelo pomembno vedeti, da ko se enkrat da oddaljen dostop, je to tako, kot bi nekomu nastavili denarnico in bi se lahko prosto jemal stvari. Kaj sploh pomeni oddaljen dostop? Oddaljen dostop pomeni, da ima goljuf dostop do računalnika in lahko upravlja z vsemi njegovimi funkcijami. Potem lahko se vpiše v spletno banko, seveda mora stranka pri tem sodelovati in povedati geslo, uporabniško ime, ampak stranke te v dobri veri delijo vse te informacije, katere vsekakor ne bi smele deliti. Prav tako vsekakor ne smejo nikoli omogočiti oddaljenega dostopa. To je lahko vsekakor neka ponovno rdeča luč, da se vsekakor ne sme dati oddaljenega dostopa. In potem, ko to dajo, goljufi prenakažejo sredstva velikokrat na druge račune. Pri teh prevarah je tudi značilno velikokrat, da delijo podatke o karticah in potem velikokrat sledijo ali nakazila na druge račune ali pa nakazila na kriptoborze s kartičnimi transakcijami. Ali so morda kakšne skupine ljudi, na katere so kriminalci še posebej pozorni, ki jih še posebej ciljajo nanje? Zdaj, pri investicijskih prevarah načeloma to, kar se v zadnjem času pojavlja, kar mi se zasledimo, niti ni točno targetirano.
targetirane osebe, s katerimi cilja, da bi rekli starejši, mlajši, ženska, moška populacija. Je pa res, da v preteklosti, ko so pa bili ti investicijske prevare, veliko več bilo moških, ki so želeli rečemo, nekaj na hitro zaslužiti, ustvariti nek dobiček velik in so potem vseeno so večkrat bile žrtve moški. V zadnjem času, ko pa se ta mogoče nov tip se pojavil, ko pa kličajo predvsem stranke po telefonu in povedo, da imajo nekatere sredstva na kripto borzah in bi lahko prišli do teh sredstev. Tukaj pa moram reči, da tudi vseeno mogoče malo več teh starejših, mogoče ne veščih toliko uporabe digitalnih kanalov med žrtvami. In kako se lahko zaščitimo pred tovrstnimi prevarami? Ja, vsekakor je zelo dobro, da tukaj smo pozorni, ko vidimo, da nam nekdo obljublja nekatere donose, ki niso realni, naložbe, ki nimajo tveganja. Se pravi, se takoj mora neka rdeča luč prižgati, moramo postati pozorni, moramo preveriti z nekom, ki se spozna, mogoče s finančnim svetovalcem, ki se spozna, katera oseba ta pozna. Treba preveriti, če je to resnično dobra naložba. Vredo je tudi preveriti na internetu, da se mogoče malo poišče in je včasih, ki je napisano, da so pa že nekateri skemi, je opozorjeno, ampak vedno pa ni tako. Veliko pa je tudi lažnih, bom rekel, teh reviewjev, kjer pa goljufi sami pišejo, naprimer, neke ocene in trdijo, pa je ta kriptoborza vredna. Pa dajo 5 zvezdica, ne? Tako. Ampak, če smo mi neuki v tem in ne vemo, kaj pomeni previsok donos, ne? Če bi meni nekdo to rekel, ne? Ja, boš v tolikem času zaslužila s tem kriptovaluto, toliko pa toliko. Jaz ne vem, je to previsoko, je to prenizko. Ja, no, koliko jaz vem, je podatek glede realnih donosov na borzah na splošno približno 8,5% na leto. To so realni donosi nekje, ne? Oni pa obljubljajo, ne vem, vam bomo podvojili, potrojili denar v roku enega meseca. In to je nerealno. Vsekakor potem nerealen donos. Kako pa naj žrtev, če vseeno postane žrtev te prevare, ne, investicijske prevare, kako ukrepa? Če žrtev postane Če oseba postane žrtev investicijske prevare, je potem vsekakor priporočljivo prvo zbrati dokumentacijo, prijaviti na policijo takoj in se tudi obrniti na banko, ker banka potem lahko nima veliko vzvodov, da lahko pomaga, lahko pa pomaga do te mere, da lahko na tujo banko ali drugo slovensko banko, kamor je denar bil prenakazan, lahko da zahtevo za vrnitev sredstev in si potem določena sredstva lahko povrnejo. Je pa treba opozoriti, da je ta uspešno povrnjena sredstva, delež uspešno povrnjenih sredstev je zelo nizek. Mogoče ni točno podatek, bi rekel, pod 10%. Zakaj? Zato, ker se tukaj v teh primerih so večina ta denar že prenakaže dalje na druge račune in potem denar goljufi zelo hitro, ko je prenakažejo dalje na druge račune ali ga potem premaknejo preko kartičnega prometa na razno kriptoborze. Omenili ste, da se lahko banke pomagate v nekem primeru in da v bistvu lahko govorimo o nekih odškodninah. Ne? O kakšnih odškodninah govorimo pri tej vrsti prevar? Tukaj edino instrument, ki ga imamo banke, je ta, da damo to zahtevo na to banko in v tem primeru se lahko ta delež, ki je bil nakazan, ki ga je žrtev izgubila, povrne. Lahko se povrne v celoti, če je sreča in na drugi strani denar zdržan, ali pa delno. Kaj pa to hitrost, kako hitro mi prijavimo te prevarante, to tudi vpliva na to, kakšna je možnost, da se potem ta... Ja, vsekakor je priporočljivo, da če žrtev se prepozna kot žrtev prevare, je pomembno, da hitro ukrepa in sporočiti banki, da lahko dalje hitro ukrepa, ker pri investicijskih prevarah ravno to je posebnost, da pa stranke zelo dolgo časa mislijo, da investirajo in potem se tega zavedo šele čez nekaj mesecev ali pol leta in potem veliko časa preteče od samega nakazila do tega, da mi damo odpoklic. Tako da v drugačnih primerih je zelo pomembno, da stranka hitro reagira
in obvesti banko, da lahko korektno reagira. Imate morda podatke o škodah nasploh pri nas ali za vašo banko? Ne, to ima bolj podatke policija, SICERT, so pa tukaj škode, splošno lahko rečem, precej visoke, več 10 000 evrov, lahko tudi vse za investicijske prevare je potem značilno, da so višje škode, kot pa mogoče za druge tipe prevar. Aleš, hvala za vaše informacije, bile so zelo na pravem mestu. Še za več o investicijskih prevarah pa se obrnite na spletno stran pazi.se, ki je tudi pokrovitelj današnjega pogovora. Hvala še enkrat. Hvala.